Podražitvam goriv in kurilnega olja ni videti konca. Ja, koliko bomo po novem od polnoči odšteli za liter bencina, koliko za dizel in kaj se bo podražilo največ, več Danica Jovanovič. Dober €1,60 bo od jutri dalje stal liter bencina. Ta se bo polnoči namreč podražil za 3,5 centa. Najnovejše podražitve bodo še bolj občutili vozniki dizelskih avtomobilov. Liter dizla bo po novem dražji za več kot 11 centov in bo znašal €1,80. Poln 50-litrski rezervoar bencina bo tako stal nekaj manj kot €81, 50-litrski rezervoar dizla pa dobrih €90. Dražitve so posledica vojne v Hormuški užini. Danes je zaradi dodatnih zapletov cena sodčka nafte dosegla $116 in takoj, ko je cena sodčka nad $100, to za sabo potegne kar precejšnje podražitve. Pojasnjuje ekonomist Matej Lahovnik. Podražitve sicer ne vplivajo le na cene prevozov, temveč tudi na druge sektorje. Zaradi tega se bo dražila hrana, ker se dražijo mineralna gnojila, dražilo se bo vse, kar je povezano z plastiko, dražijo se proizvodi kemične industrije, tako da se nam, če se bo to nadaljevalo, obeta kar precejšnja draginja. Na tej točki Sloveniji preostane, nadaljuje Lahovnik, samo upanje v tako imenovano naftno diplomacijo, da bo predvsem pritisk azijskih držav, ki imajo velike težave, ker ne prejemajo nafte iz zaliva, dosegal to, da se bo situacija čim prej umirila. Slovenija namreč nima lastne rafinerije ali lastne proizvodnje mineralnih gnojil, kot jo ima na primer Hrvaška, zato smo naftne derivate prisiljeni uvažati. In smo še toliko bolj odvisni od razmer na tujih trgih. Slovenija ima sicer še naprej najnižje cene 95-oktanskega bencina v soseščini. Na Hrvaškem in na Madžarskem danes bencin stane dober €1,60, v Avstriji dober €1,80, nekaj več v Italiji. Bo pa od jutri dalje dizel v Sloveniji postal dražji od te vrste goriva na Madžarskem in na Hrvaškem, kjer trenutno stane manj kot €1,80. O polnoči se bo v Sloveniji za 1,4 centa podražil tudi liter kurilnega olja, ki bo po novem stal malce manj kot €1,50.